Spoštovani gospod župan, spoštovani minister, spoštovani člani vodstva občine, krajani, izvajalci, učenci, učiteljica in ravnateljica. Imel sem napisan en tak učen govor, pa me je malo premagalo, ker sem šel se tukaj čez hrib z Ilirske Bistrice, bom danes naredil malo drugače. Ne bom pametoval, bom poskušal nekaj besed povedati tako od srca, kakor čutim tle, kakor skoraj domačin. Najprej bi rad izrekel vsem skupaj čestitke ob občinskem prazniku in dnevi Evrope, potem bi rad pa res iskreno čestitev županu in ministru. Vem, kaj pomeni izboriti denar za to, da se lahko nekaj takšnega, kakor bo ta večnamenska dvorana, postavljen v takimi manjšimi kraji, kakor je Šmihel. Živim v eni vasi, Velika Račna, enih 5-6 km iz Grosuplja, in vas je približno taka in ima svojo podružnično šolo, iz katere prihajajo otroci, ki tudi s povprečnimi sposobnostmi pridejo v šolo naprej z dosti boljšo štartno pozicijo kakor drugi. Zaradi tega, ker jih je manj, ker se z njimi dela bolj intenzivno, ker se poznajo med sabo. Ne samo to, ta kraj je zelo enoten in ta šola, v kateri se otroci med sabo družijo, spoznavajo, oblikuje neko jedro in to jedro se potem ohranja skozi življenje. Ti otroci, ki danes niso zgubljeni v množici, ampak so tukaj med seboj, živijo v tem kraju, v tej šoli, bojo ta kraj, to šolo, spomine na to naravo in to okolje nosili s sabo v srcu celo življenje. In tega se ne da z nobeno drugo stvarjo zamenjati. Veste, dostikrat je bilo slišati, da Slovenija ni samo Ljubljana. Slovenija so tudi taki kraji, kakor je Šmihel, kakor je Dolnji Zemen pri Ilirski Bistrici, Velika Račna pri Grosupljem, in v vseh teh krajih se kujejo mladi talenti, ki bojo morda enkrat v prihodnosti ponesli slavo in ime teh krajev daleč po svetu. Vsi slovenski pesniki, pisatelji, likovniki, največji ustvarjalci imajo eno lastnost. V vseh njihovih delih je pridih kraja, iz katerega prihajajo. Ohranjanje svoje identitete, povezanosti z rojstnim krajem, povezanosti z ljudmi iz otroštva, nas dela to, kar smo. Nas dela Slovence, nas dela domoljube, nas dela nekaj posebnega v Evropi. Milijon in nekaj nas je, kar govorimo slovenski jezik. Vsi se čudijo, kako smo sploh preživeli. Še bolj se čudijo, kako velike uspehe dosegamo v športi, kulturi, znanosti, povsod. Smo samostojni, smo pogumni, smo dostojanstveni. Nikdar nismo napadli nobenega izmed naših sosedov. Znali smo se pa zmeraj odbraniti. In ta občutek pripadnosti svojimi kraji, svoji občini, svojimi narodi, svoji domovini, tu se gradi v takih podružničnih šolah. Tiste večje v večjih krajih, kjer je vse večje, tiste so malo bolj hladne, nedostopne, tam se je težko s kom identificirati, tam se zgublja identiteta. Če želimo ohraniti Slovenijo in slovenstvo, če želimo ohraniti svoj način življenja navkljub hitro razvijajočem se svetu in prevzemanju evropskih oblik in načinov življenja, je prav, da take objekte, kakor je tle postavljen, oziroma bo postavljen, ohranimo za prihodnje rodove. Jaz verjamem, da bo ta dvorana marsikoga zadržala, da ne bo hodil drugam, da ne bo iskal svoje sreče drugod. Verjamem, da bojo ti otroci, ki bojo tukaj lahko se ukvarjali tudi s športom, boljši športniki pol naprej v življenju, da bojo tu prenesli na svoje otroke. Tu so kamenčki, ki gradijo veliki mozaik naše domovine. Zato še enkrat bi rad čestital županu, ministru, vladi, ki je prisluhnila za take projekte in ki jih je znala upravičiti pred javnostjo. Jaz vam
želim, da bi bil ta objekt čim lepši, da bi bili vi v tem objektu čim večkrat, da bi služil svojimi nameni in da bi ti otroci ostali najprej Šmihelčani, pol Pivčani, pol Slovenci in šele na koncu državljani Evropske unije. Naj bo ta začetek srečen in uživajte v novi pridobitvi, kadar bo. Vam pa obljubim, da bom z veseljem se tle zraven vstal, pa županem kakšno žuho obrcno, pa kaj podobnega, če me boste povabili. Hvala lepa in srečno.